Torej, dober večer tudi v mojem imenu in me veseli, da ste se udeležili tega večera v tako velikem številu. Saj so pred nami trije imenitna pišoča imena, trije imenitni avtorji, trije misleci o sodobnem stanju slovenske družbe, ki je, kot najbrž vsi vemo, vedno znova zaskrbljujoče, vedno znova preoprašujoče, potrebno spraševanja in hkrati tudi trije zelo različni misleci. V čem je naša tragedija? Naša tragedija je v tem, da danes, če te kdo razsuje, je anonimen in spreten. Rekel, to, kar je v Sloveniji izginilo, je kritika, je polemika. Spomnim se nazaj, v 80-ih, še v 80-ih, v 70-ih, že v 60-ih, je bilo v Sloveniji mediji, tudi tisti najbolj partijski, če ne tako rečem, so bili torišča polemik. V Sloveniji se polemizira, brez so dolge polemike. Kritizira se, razsuvali se gledališke predstave in to velikih avtorjev. Tudi jaz. Tudi ti. Ja. Ampak potem je pa to zgin. Pokaž mi gledališko predstavo, ki se nazadnje razsul, ki je kdo razsul gledališko predstavo. Pokaž mi roman, ki ga je kdo razsul. Pokaž mi en roman, ki ga je kdo razsul, slovenski roman, ki ga je kdo razsul. Tega več ni. Preprosto zginilje. In to se absolutno ujema s tem digitalnim svetom novim, ki ljudi navaja na ta blazen narcizem. Se ujema s tem narcizmom. Ker na internetu so vsi ti anonimni, najpametnejši na svetu, vedno in obsojeni so na prav. Oni so skušali imeti neprav. Razumeš? Ampak ne gre, on ne zna drugače, kada ima prav. To je to. So najnedolžnejši na svetu. Najobjektivnejši na svetu. In zdaj pridemo pa do moje glavne poante. Zginilo je malezijsko letalo. Gor je bilo 239 ljudi. Živih ljudi. Danes jih ni več. So mrtvi, 100%. In potem iščemo letalo. Cel svet začne iščeti letalo. In se javi kompleten splet, kompletna blogosfera, razumeš? Se javi. Bomo mi povedali, kje je. Išče ga 26 držav. In to ne revnih držav, ne nesofisticiranih držav. Držav, ki imajo Boga in pol, da lahko najdejo ne človeka, ne avion, ki je zginil, GSM, ki je zginil. Razumeš, ne? Ampak se javijo. Po vsem svetu se javijo na spletni, tej anonimni tvoji, ki so tebe razsuli, se javijo in oni točno vedo, kje je avion. Točno ve, kje je avion. Točno ve, kje je zunaj zemljsko. Bitje ga je ugrabilo, Iran ga je ugrabil, Irak, Al-Qaida, Taliban, Vietnam, Sirija, skratka. Razumeš? En izmed teh paradoksov je ta, zdaj, poglej. Ti imaš te konspirologe. Konspirologi se imajo za nezaupnico oblasti, uradnim verzijam. In zdaj oni prijo in potrdijo uradno verzijo. Kaj pa govorijo skozi? Kaj pa skozi oblasti govorijo? Za vse je kriv Vietnam, Severna Koreja, Iran, Taliban, Al-Qaida. Oni obsodijo takoj zakon linča, obsodijo te iste. Hkrati pa kar tekmujejo med sabo, kdo bo, razumeš, pametnejši glede tega, kaj se je z njimi zgodilo. Zdaj pa predstavljaj si, da pade Adria dol z 150 Slovenci in poštem jaz tweet, avion zgine, jasno granadi, pejte pogledat na Murgle. Razumeš? Kaj bi bilo, kakšna reakcija bi bila? Pa vsem bi se zmešali. Tle se ti pa preprosto ne more več zmešati. Ker je šlo vse skupaj čez. In problem je v tem, da ljudje v tistih 239 ljudeh, ki jih ni več, ne vidijo 239 ljudi, ki je zginil, ampak 239 iPhone, ki je zginil. In tle imaš zdaj te anonimne in to so ta kritična, to je glas ljudstva, to je ta kritična masa zdaj na svetu, po celem svetu. To je človek, ki se ne premakne iz svoje sobe, ki ima natanko pol ure prostega časa in v tiste pol ure on ugotovi to, česar 26 držav skupaj s kombiniranim budžetom, ne vem, ali razumeš, 10 milijard, ne more.
Skratka, to so te, ki so razsuli knjigo. Ja, odprl si kar nekaj zelo zanimivih tem, ki se mi zdi, da se dotikajo dejansko tudi knjig, ki ste jih napisali. Prvo, kar je, da živimo v neki dobi skrajnega narcisizma. To je neka ideologija jaza, ki jo razumemo v tem smislu popolne samozavesti, samozadostnosti, v kateri jaz ob sebi sploh ne opazi več drugega ti, ki prebiva v bližini in ga razume kot človeka, tako kot si govoril. Hkrati si spregovoril tudi o pomembni stanju slovenske literarne kritike, pa tudi splošne kritike gledališke. In se mi zdi, da je tu treba izpostaviti še nek vidik, ki ga dejansko nakaže v knjigi Državljanski esej tudi Alojz Ihan. Namreč, da so se tudi v kulturi izoblikovali izraziti lobiji. Ali si naš, ali si njihov, ali si drugi. Če se znajdeš na nikogaršnji zemlji, potem dejansko nimaš več ne medijskega prostora, ne možnosti, da bi pisal kritično ali kakorkoli, ker te nekako izženejo iz gledališča, kot je bila moja čisto osebna izkušnja v pisanju zelo kritičnih gledaliških kritik. Tako da dejansko se mi zdi, da se je o tem, kar piše Alojz Ihan, da se je ta lokalna, vaška, slovenska morala, to pomeni morala neke zamejene skupine ljudi, ki zdaj oblikujejo eni in drugi in tretji svoj moralni horizont, ki je seveda lahko tudi povsem pokvarjen in tako dalje, ne temelji več na nekih skrajnih etičnih vrednotah, da se je dejansko preselila tudi v slovenski kulturni prostor, ne samo v zdravstveni, medicinski, o katerem je Alojz Ihan bolj izrazito pisal, tudi v akademskem prostoru pišeš, kako izrazito danes obvladujejo lobiji ta prostor. In mislim, da se tu tudi dejansko treba, Marcel, priznati, da je tudi v slovenski kulturi to kritičnost, dialoškost ubila to lobi mišljenje. Pa jaz poznam zgodovino slovenske kulture, so lobiji vedno obstajali. V Sloveniji so vedno obstajali. Ne Cankar, mislim. Ne pravim, Cankar to izrazito prikazuje, vedno levi. Si imela, pa si tamle Javoršek je doktoriral z tega, mislim, z popisovanja lobijev. Vse je z popisovanja lobijev doktoriral. Vse, veš, si imel pičevce, si imel une, perspektivaše, pa tako naprej. Si ta razkrmal, da cel življenje grupe ustvarjal svoje. Vse so razpadli, si jadno, logično. Vse te grupe so razpadle. Normalno, ker rock'n'roll bandi razpadajo, ampak stalno si imel tle lobije. Vse Slovenija nikoli ni bila brez lobijev v kulturi. In tudi zdaj so, pač, ne vem, zdaj, to nima nobene zveze. Veš, bi rekel, če ne bi bilo teh lobijev, pa verjetno tudi, veš, bi rekel, vseh tistih revij ne bi bilo, pa ne bi bilo tistega in tako naprej. Tja moraš gledati zmeri, ta stvar je zelo dvorezna, veš, perspektiva je verjetno naredil lobi, A veš, če ga lobi ne bi naredil perspektiv ne bi bilo. Lobi je naredil probleme, če problemov ne bi bilo, če lobi ne bi bilo problemov. Lobiji so kljub temu, tako kot so pirati koristni. A veš, pirati prisilijo vse tiste, ki so na trgu, da se začnejo obnašati drugače, da začnejo delati boljše, da grejo naprej, da se, a veš, prispevajo k razvoju pirati. Pirati prisilijo vse v korak naprej. Zato so pirati dobri. In tudi lobiji v kulturi imajo neko svojo funkcijo. Ni tist, da bi zdaj lobije mogo ti je pa tako, rekel, največja ironija lobijev je ta, da pač, veš, narediš lobij in prva stvar, ki naredijo, te vržejo ven. Mislim, to je tako. To je to, mislim, tako da tle je, v vseh smislih je tle to dvorezno. Mislim, lobij, če pogledaš, kdo je v tem lobiju na začetku, pa na koncu, viš, da nikoli niso na koncu isti, ki so bili na začetku. Tako da ta neka poetična pravica vendarle obstaja. Tako jaz vidim v tem, lobij, po eni strani lahko ga pojmuješ kot koristno zadevo, ker združuje dela ekipo, ena ekipa proti druge ekipi, to je pravzaprav ta produktiven način, ker ljudje brez ekip normalno naredimo. Je pa, se mi pa zdi, da v Sloveniji je v tem času, ko smo dobili samostojnost in smo se po mojem silno prestrašili, pa tudi globalizacija je naredila svoje, je to lobijstvo, oziroma to združevanje je
je povzročil željo po varovanju, se pravi ne željo po formiranju ekip, ki bi nekaj naredili, ampak željo po samozaščiti, recimo na ta način. Misliš mafijsko, kaj mafija? Mafijska ali pa čist, kaj pa vem, v medicini naprimer je bila ena grozna neumnost, da se je vsaka specializacija, da so pravzaprav študente, da je vsaka specializacija hotela narediti iz 3-letne specializacije 6-letno, da so vsi hoteli biti specialisti in da študent medicine, ki konča medicino, nima poklica, zato ker se še pretakati ne sme pacienta, ker vsi pravijo, moraš biti ta specialist, a si to, pa nisi, pa makni se, Miško. Je pacient pa itak pride z odvetnikom, ne? Ja, se pravi, to je neka blazna samozaščita, ne, ki pa presega ekipiranje za doseganje nečesa, ampak postane sam še skupine ljudi, ki si hoče za naslednjih 20-30 let zagotoviti preživetje. In ta preživetveni strah pa je nekaj, kar maksimalno obremenjuje, ne samo da draži, ampak obremenjuje ljudi. In to ne samo v poklicih, jaz bi rekel tudi v končni fazi, jaz vidim to, naprimer, že v odnosu staršev do otrok, naprimer, ne, ko pravzaprav se starši intuitivno zavedajo, da mora biti otrok danes na nek način uspešen po vseh merilih uspešnosti, ker ga drugače družba zavrže, tako kot včasih nikoli ni zavrgla ljudi. Včasih človek je bil mal zunaj običajnih norm, ki je bil mal počasnejši, ki ni tako hitro delal, ki se ni tako dobro učil. Tak človek ni bil stigmatiziran kot nekdo zunaj skupnosti. Danes pravzaprav z zelo malым odklonom ne preživiš več kot del skupnosti. To se vsi zavedajo in zato vsi starši svoje otroke skušajo nenormalno pripraviti imajo točno predstavo, kakšen mora biti ta otrok, da bo uspešen, in v tej nori odgovornosti za otroka, takoj, ko je otrok mal drugačen, sledi manija izmišljanja teh delnih diagnoz, da se to, imamo hiperaktivnosti, imamo avtizme, take drugačne, imamo vse to. To jaz vidim ne kot prismodarijo staršev, ampak kot enostavno rešitev iz stiske, ko vidiš, da tvoj otrok, ki bi bil včasih čist običajno sprejet človek, ki je pač na polju malo počasneje delal, ali malo hitrejš delal, ali je bil strojevodja, ali je bil pač še vedno je bil sprejet človek v neki skupnosti. Danes si izločen, brezposeln za popolne banalnosti že, ne? In vem samo problem je v tem, da problem v šolskem sistemu. Šolski sistem je danes navadna preslikava trga. Navadna preslikava trga. In danes, če bomo šli gledati dokumentarci, vključen abeceda o izobraževanju, zdaj štarta, ki dni štartal v Ljubljani, v Kinodvoru, boste tam ugotovili, tam imate noter, recimo, če bi to Krabuze rekel kakšen levičar, pa kakšen marksist, bi človek sam tako zamahal z roko. Ampak noter imate kadrovskega direktorja Deutsche Telekoma. Ja, to je ta isti Telekom, ko bo zdaj naš Telekom kupil. Skratka, tega kadrovskega direktorja Deutsche Telekoma, ko razlaga, v čem je problem šolskega sistema danes. Šolski sistem uči le še kapitalizem. In to je največja napaka in največja tragedija šolskega sistema. To pove kadrovski direktor Deutsche Telekoma. Oprosti. In problem je, da starši to 100% sprejmejo. In kar pomeni... Ne, starši, šolski sistem. Zdaj imaš ti cel, zdaj so spustili noter, da otroke učijo, kako varčevanja, investiranja in... Otrok se lahko skozi igro šele ove
resnosti življenja. Ne. To, če ga bojo skušali z resnimi stvarmi učiti zavedanje življenja, bodo vdali njim. Mislim, tam imamo opravka z otrokom, nimamo opravka tam z ekonomistom. To sigurno drži. Ne? Dejansko ta perspektiva, ne? Kako otrok danes doživlja svet, je dejansko ga ne učimo več skozi pravljice, skozi zgodbe, skozi vse to, o čemer pa piše v svoji knjigi Igor Škamperle. Kako zelo pomembno je to simbolno mišljenje, kako zelo pomemben je Endymion. Namreč njegova knjiga Igorja Škamperleta je naslovljena Endymionove sanje, oblike imaginacije in simbolne tvorbe. Skratka, Igor, v tej knjigi ravno pišeš o tem, kako so otroci izgubili perspektivo. Neko drugo, drugačno, to je perspektiva in pogled na svet skozi domišljijo, skozi zgodbo, skozi simbol, skozi mit. Ja, dober večer. Naj se vključim v pogovor. Prosti. Kolega Marcel Štefančič je ne samo izjemno luciden, prodoren intelektualec, ampak tudi najprej sredičen karizmatičen igralec. Zdaj, moji eseji tu, seveda sem v taki častni družbi, so bili pisani z nekim drugačnim namenom. Ne, da ljudi, kot si začela pogovor, ne, da bi ljudi motivirali, mobilizirali, spodbudili kritično, polemično, aktivistično misel, ampak nasprotno. To knjigo sem pisal z namenom, da bi ljudi pomirili. Da bi tudi dala, ja, seveda, kot se je rekel, neko sol v mišljenju ljudi, nek užitek pri branju, neko spoznavno dimenzijo, skozi eseje, kar eseje združuje oboje, veselje, narativno branje, užitek in neko spoznavanje ali razmišljanje. Oboje, ampak tako, da bi ljudi pomirila različnih starosti, če tako rečem. Pomirila na kakšen način? Na ta način, da se je včasih treba tudi ustaviti, da ni ta aktivistična, produktivna logika, utilitaristična logika, ne vem, kakšno besedo ne še uporabim, da ni edina. Da človek, seveda, čas živimo, svoj biološki čas, ampak živimo tudi neko trajnost. Je to, ko smo živi, se tudi zavedamo. In tako, da mogoče, če se navežem na debato, malo bolj aktualno, nek namen naj bi bil teh esejev o velikih simbolnih modelih, kulturnih, religioznih, mitoloških, razmišljanju arhetipskih, nekih tipologijah duševnosti človeka v odnosu. Tako da naj spodbudi človeka pri mišljenju, v kaj je vredno investirati, če rečem tako, danes modno, trendovsko, v kaj je vredno investirati. Ma ne samo z denarjem, ali pa s predmeti, nova omara, nova kuhnja, kar naprej nekaj ramo, nov avto, nov računalnik. Ampak človek investira od otroštva naprej, kar je bil na koncu govor, skozi vzgojo otrok, v družini, pa potem mladostnik, mladostnica sama naprej, investirati v imaginacijo, ampak kakšno? V kakšno dimenzijo domišljije, imaginacije, duha investirati, katere knjige brati, katere filme gledati, katero domišljijo, mladi otroci imajo tega zelo veliko, v kaj usmiriti svojo domišljijo imaginacije. To je, mislim, nepodjemno vprašanje. In se ga tudi šole danes od vrtca naprej, skozi celotno šolo do univerze, premalo zavedamo. In tudi mediji se žal tega premalo zavedamo. In tudi starši velikokrat na to pozabijo narodno reagijo. Tako v tem smislu sem pisal te eseje in na ta način mogoče se lahko vključim v to našo heterogeno misel. Ja, ko si govoril o otrocih, se mi zdela zelo zanimiva
tvoja opomba, ko si zapisal, da dejansko otroci danes ne splezajo več na drevo, da bi svet gledali z druge perspektive. Perspektiva, in to je ta simbolni pogled, z druge perspektive, z vloge ptiča, ki gleda z neba. Današnja perspektiva, si rekel, izrazito znakovna. Če gledamo digitalno dobo, je lahko samo ena ali nič. Skratka, za ali proti. Enako imam izkušnjo, se tudi dela z otroki, ne smeš ali lahko. Danes se ne bere rdeča kapica za to, da bi jim povedal na nek posredni, simbolni način, skozi zgodbo, da bi jim povedal, ne pojdi s tujcem v avto. Danes se reče, s tujcem pa ne smeš v avto. Dejansko tudi starši ne premoremo več tega načina mišljenja, kot so ga premogli še Grki, ki so svojimi miti izrazito vzgajali. Oni niso vzgajali samo otrok. Grki so z miti vzgajali ne nazadnje tudi odrasle ljudi. In zdi se mi, da je to tista izrazita kvaliteta knjige, tvoje knjige, ko tudi na ta način opisuješ skozi ta izrazito 4 poglavja. Prvo poglavje je posvečeno, kaj je znak, simbol odnosov med njimi. Drugo poglavje, ki se mi zdi zelo pomembno in ga izpostavljam, pa je, ko opisuješ pomen poti, potovanja mitoloških junakov. Kako sta potovala Odisej, kako je potoval Heraklej, kako sta poskušala iz teh spak, amorfnih, brez oblik, poskušala spraviti svet v obliko in na tak način narediti iz nekega senzornega, zaznavnega sveta bivanjski svet, pišeš. Ja, natančno tako, to poglavje je bilo tudi meni ljubo pod mitološkega junaka ali pa junakinje, v smislu oblike rasti, individuacije, bi rekli, odraščanja. In seveda, zdaj mit je, ga skušam priljati tudi Odiseja, predvsem Odiseja in mnoge druge, seveda neke vrste abeceda, duha, skozi bajke, zgodbe, mite, simbole, religijo. Človek vstopa v neko doživeto stanje, preko živih entitet, nekih doživlja kot žive entitete, pravzaprav osvaja svet in sam. To mogoče spet pozabljamo, vsak človek posebej, vsak otrok skozi šolo naprej je nek v svetu mali. Vsak želi sam spoznati resnico, lepoto, ljubezen, izkusiti neke temeljne življenjske situacije, tudi bolečino, tudi zapustitev, vse. In skozi nek živi odnos. Danes pa žal, kot je pisal recimo filozof ljudovskega porekla Martin Buber v knjigi Dialoški princip, tudi v slovenščini, in to, kar prej Marcel zelo dobro govoril pri tem izginulem metalu v logovski sferi, je tako stara umetnost, kot tako rekoč vsi miti in vse religije učijo v odnosu jaz-ti, k personalnemu odnosu. Medtem ko danes ta odnos jaz-ti, skozi tudi to anonimno sfero na spletu, na mreži, nastopa jaz-ono, jaz-stvar. In se zgublja ta posebni doživeti odnos. Ali pa recimo tudi tisti jesen je bil zelo prijeten pri ruskem avtorju Mihailu Bahtinu, humanistiki, estetsko doživetje v romanu. Skozi branje, skozi doživljanje mitskih zgodb, tudi skozi filme, seveda, pa skozi predvsem jasno domišljijo imaginacijo, človek stopa v uživetje. In se iz tega uživetja, ki je spoznal, potem vrača nazaj v svojo lastno vlogo. Tam, dokle, moški, ženska. In ta preklop, ta pot, to združevanje obeh dimenzij, se mi izjemno pomembno je nekaj, kar danes zaradi pomočjo tehnoloških postopkov zgubljeno. No, omenil si tehnologijo, da bom poštena do vseh današnjih gostov, moram tudi povedati, kakšni so bili odzivi na tvojo knjigo Endimionove sanje. Namreč, mnogi so rekli, ali je to esej, vse vendarle so zapisi precej znanstveni.
takrat sem se zamislila, da morda dejansko je ta reakcija govorila točno o tem, da danes nismo več sposobni brati zahtevnih besedil, ki so morda strukturirane drugače, pa vendarle nagovarjajo esejistično k temu, da skozi analizo, prevpraševanje, razbiranje preteklih mitov, simbolov, poskušajo nagovarjati bralca, kako in kam naj stopi na svoji poti. Tako da to je bil pa odziv nekako na tvojo knjigo v zvezi z znanostjo, znanstvenostjo in zdi se mi prav, da vprašamo, ali ni morda vendarle to izhaja tudi iz tvojih zapiskov, situacije, v kateri smo se znašli tega skrajnega narcisizma, tudi posledica morda te znanstvene, izrazito znanstvene težnje po neprestanem napredku, evolutivnosti. Jaz moram biti boljši od prejšnjega, jaz moram odkriti nekaj novega, jaz moram izboljšati neki aparat, jaz moram popraviti, ali ni to ali nismo podlegli skrajni ideologiji evolutivnosti, neprestanega napredka, na koncu pa se morda znašli čisto tam, kjer so bili že stari Grki v tem občutenju sveta. Kaj menite o tem pogledu na znanost? Mislim, to, kar si opisala, ni znanost, to je v bistvu to je tehnologija pa produkcija. Mislim, to je gemblanje z upanjem, da boš nekaj naredil, da boš boljši od drugih, ne? Ampak dela se običajno v imenu znanosti vse to. Ja, seveda, ampak... To je tisto, kar smo prej govorili. Se vse dela v imenu pravice pa znanosti pa takih svetlih stvari. To je spet to, da je treba nekaj narediti, jaz vidim spet kot predvsem ta strah, da si pač ogrožen, če nekaj ne narediš, oziroma če si ne narediš plana, če ne strategije, načrta, kjer se vse malo dojameš, si potem pač se počutiš na nek način ogrožen, ampak to je, ker znanost je pravzaprav skrajno neproduktivna zadeva bila že od nekdaj, ne? Znanstveniki so bili že lahko vzameš mikrofon, mi smo te hoteli čisto ustaviti. In noben od njih ni bil kakšen produktivc. To je samo mit, da je znanost nekaj, kar hlasta za načrti in napredkom. Zdaj sta že Horkheimer in Adorno sta v dialektike razsvetljenstva pojasnila vse te naše velike apetite poznanosti in znanosti kot tisti, ki bo obvladala naravo in tako naprej, in zdaj vidimo, da naravi ne kaže dobro. In če se bo vprašanje, kaj se bo prej zmatralo, ali trg, ta fenomenalni prosti trg, ali narava. Skratka, samo dve možnosti sta, tako pravijo. Zdaj, hkrati pa, ta večni napredek, tudi ta večna rast. Problem je večna rast, ta gospodarska rast, o kateri govorijo. Zdaj, rast mora biti ne vem kako visoka, enostavno govorijo, ampak vsi pozabljajo in tle mistificirajo, in to je s tem ekonomistom Blazonom, tem slovenskim, ki nas tukaj vsi fopajo, bi rekel, s to gospodarsko rastjo, ki mora biti, če ne se vse skupaj sesuje. Kar ni res. Gospodarstvo v 19. stoletju, kapitalizem v 19. stoletju imel izredno nizko rast. Kapitalizem v 19. stoletju je bil kapitalizem nizke rasti. Kapitalizem nizke rasti. In danes preprosto jasno v imenu ideologije, ne pa ekonomije, nas prepričujejo v to, da mora biti gospodarska rast neizmerna. Ampak zdaj, ta gospodarska rast neizmerna stalno predpostavlja nove in nove trge. Ta svet bi se že zdavni sesul, če bi ostal bipolaren, če bi ostal na en stran kapitalizem, na pa komunizem. Če bi konec 80-ih komunizem se ne bi razsul in se ne bi temu prostemu trgu in tej rasti orjaški odprla kompletna vzhodna Evropa z Rusijo, kar vsi pozabljajo, ko rečejo vsi, pa se je sam vzhodna Evropa odprla.
Ne. Odprla se je tudi Rusija, odprla se je Kitajska, odprla se je Indija. Skratka, odprl se je trg tako velik, kot ni bil še nikoli. Ampak, kje je pa tragedija tega? Kje je trik? Trik je v tem, da je to potem zdržalo samo še 20 let. Ta rast je zdržala samo še 20 let in so se trgi zasičili, so eksplodirali. Zdaj pa si ti predstavljaj, bližamo se času, ne, ko ne bo več kotička na svetu, ne, ki ne bi bil podvržen logiki prostega trga in logiki visoke rasti. Ne. Skratka, kje boš potem? Ti ustvarjaš to stalno z novimi trgi. Ker mi, da veš, bi rekel, zdaj, tle imaš v Sloveniji, imaš se, jaz te razumem, vsi bi radi biti Amerikanci, vsi bi radi bilo tako kao Ameriki, tle. Lej, ne more biti. Američani, ko imajo deficit, ko imajo problem, ko rabijo trg, napadajo državo, ne. Ni napadajo državo, pa mir, kaj, tako spočnejo, ne. Napadajo Afganistan, napadajo Irak, napadajo Vietnam, napadajo in si odprejo trg, ne. Razumeš? In v ta namen imajo tudi, bi rekel, največje ambasade po svetu, imajo vojaške baze in tako naprej. Oni to imajo. A bomo mi napadli koga? Ne moramo. Veš, šerjavcu niso dostilce in drugi. Veš, v redu stvari. Razumeš, ne? Zdaj, veš, mislim, tako da mi ne moramo tlele se zraven štuliti, ne? Ne moramo biti mi Amerika tle, ne? Mi si ne moramo trgov odbirati, ne? Mi si jih ne moramo. Čau. In problem je v tem, ne, da si kmalu tudi ta famozni trg ne bo mogel več trgov nikjer odpirati, ker bodo vsi trgi že odprti. Ker zdaj, glej, Cookovi otoki so že frej, no? Zdaj, če hoče kdo delati posel na Cookovih otokih, dol tam malo nad Antarktiko, če se komu da, ne, traja verjetno let, kaj je 14 dni, mislim, če se komu da, ne, to je to. To so tisti kotički, ne, v katerih je mislim, že Marx pisal, ne, skriti kotički, še ki in tako naprej, ki jih bo, in tako naprej. To so kotički, ki so še ostali. Vse ostalo je pa že obdelano. Ne? In tle smo. Ampak se ti ne zdi, da morda ti tudi slovensko situacijo, dobro, gledaš zelo globalno kot kapitalizem, ki obvladuje, z vidika kapitalizma, ki obvladuje dejansko logiko delovanja celotnega sveta, ampak se mi zdi, da je pa situacija v Sloveniji vendarle, to omenja delno tudi Alojz Ihan v svoji knjigi, specifična zaradi naše drugačne zgodovinskega izhodišča in izkušnje s socializmom in tako dalje. Namreč, zdi se mi, da se nam Sloveniji... Pri nas je prišlo enega velikega nesporazuma, ko smo šli iz Jugoslavije ven, ne. Mi smo takrat rekli, da gremo v kapitalizmu, tržno gospodarstvo in tako naprej. To se nekako samoumevno je bilo to, ne. Ampak mi nismo takrat padli direkt v Poncijevo shemo. Kapitalizem je bil že v tej fazi, takrat popolnoma drugi fazi, bil je že v fazi tega skrajno špekulantskega, neoliberalnega, kot se reče danes, Poncijeve sheme, piramidne igre. A veš, kapitalizem je prišel v skrajno fazo piramidne igre in mi smo padli kaj noter, mi nismo padli v kapitalizem. Mi smo v kapitalizmu poslušali, dokaj smo bili v socializmu, brali smo, hodili smo, obiskovali smo, štopali smo tam. Zastopaš, ne? In je bilo fajn, super. Ampak, ko smo pa mi šli tja, bilo pa to že, bi rekel, radikalno, spremenjeno in bi rekel, da se to jasno pričakali precej nepripravljeno. Misliš, da ta marksistični pogled, ki je vendarle pogled 19. stoletja na 21. stoletje dejansko še vedno celoti vzdrži, ali pa moramo to situacijo v Sloveniji vendarle gledati tudi skozi to specifično zgodovinsko izkušnjo, ki se mi zdi, in pa tudi celotno Evropo, če na nek način gledamo. Dejansko zdaj ne gre več samo za to, za to delovanje logike kapitalizma, ampak gre tudi za neko drugo perspektivo, ki jo morda mediji zakrivajo, da v imenu države se dejansko danes delavcu pobere bistveno več, kot je pobral recimo fevdalec Tlačan. On je pobral 10, danes so finance ugotovile, se pobere 75% zasluženega denarja, recimo samo za davke. Dejansko se mi zdi, da je tu v imenu prava, zakonodaje in vsega tudi birokracija, v bistvu birokratizem tisti, ki je ugrabil ali pa zaslužil človeka na nek način. Da moramo pogledati tudi to perspektivo. Ampak ti imaš birokracijo, imaš vse posod po svetu. To je del tega, mislim, če imaš državo svojo, če hočeš biti svoja država, imaš tako tudi birokracijo. In mi imamo prav nič več birokracije proporcionalno, kot imajo druge po svetu. Mi nismo v špici, mi smo tam nekje v sredini potem. Mi nimamo, zdaj moramo imeti pa vse funkcije, ki jih moramo imeti in tako naprej in ne vem kaj, gotovo, da je vsega preveč.
ampak vsega je preveč zdajle, zato ker smo v krizi. Ko je bila konjunktura, se ni nobeno zdelo, da je česa preveč. A veš, zakaj ni takrat to težil? Zakaj niso takrat zmanjšali? Takrat, ko bi se dali te javne, ki delajo v javnem sektorju, preseliti na trg. Danes jih ne moreš. Kaj boš? Danes ti lahko zmanjšaš javni sektor za 10%, kaj za 20 ljudi, in kaj bi boš dal? Rad za brezposlene. Jaz in ti bo plačevala in plačevala bo še večji davek. Ja, to je to. Mislim, ti imaš zdaj v takih situacijah, ker ti zdaj imaš ti državo, da zaposluje. In deci, drugač imaš pa ti armado brezposlenih tam še večjo. In kaj boš? Ja, meni se tak tisti, ki si rekla za ta marksističen pogled, meni se skozi malo tepe to, ker ta marksističen pogled je dejansko pogled različnih družbenih skupin, se pravi delavcev, lastnikov kapitala in tako. Ampak je pa res, da je danes pa zelo pomemben tudi ta, čedalje bolj pomemben ta državni pogled, se pravi, danes je veliko bolj brutalno izkoriščanje enih držav, se pravi, merjenje moči med državami in to se pozna, včasih je to poznalo samo v vojni, pa v tem, koliko ena država zavzame drugo državo ozemlja. Danes se to pozna v standardu vsakega človeka. Če zmaga Nemčija če porazi Grčijo v neki simbolni bančno-trgovinski vojni, tudi mi izgubimo. So Grki nastradali. Ja, pa tudi mi. Tudi mi, ampak hočem reči, to so vojne. Ampak te vojne ne občutimo, ker ne ustreza definiciji. Ne, ker ni noben enega strela. Ja, ker ni strela, ne ustreza. Z tega stališča je ta krimska vojna fenomenalna. Tu gre pa za ozemlje, kjer ni streljena strela. Ampak to je samo ingrede. Ampak to, kar je Marcel govoril, dejstvo je, da v vsej zgodovini je bilo par vedno imperijev, ki so pač živeli na račun osvajanja teritorija, ki se jim je vojska splačala. Vsem drugim državam se vojska ne splača, ampak nekim državam, v nekem obdobju Angliji, zdaj pa seveda Ameriki, se pa pač vojska splača in dejansko oni se obnašajo enako, kot so se Rimljani obnašali, kot so se v določenem obdobju Angleži obnašali in s tem dobivajo. In pri nas se mi pa zdi, ker nismo vojaški narod, se mi pa zdi ta naš, ta Ponzijeva shema državnih dolgov, tista, ki smo nažalost padali v dno. Zdi se mi, da pravzaprav, če kapitalisti nimajo v kaj vlagati, potem so našli države, da začnejo vlagati v njih. Se pravi, v dolgove. Edini najboljše vlaganje danes ni več v podjetja, ni več v industrije, ni več v karkoli, ampak v dolgove držav. Država pa katera ali ne. Ja, to pomeni, da ti pravzaprav kot garancijo za svoj kapital vzameš glave 2 milijona ali pa 20 milijon glav državljanov neke države in če se zgubiš denar samo v primeru, da se tistem kaj blazno hudega zgodi. Sicer morajo pa delati, kot ukazuje tist, ki ima dolg. A veš, koliko znaša svetovni dolg? Ne. Reč. Jaz vem cifro. Jaz to povem cifro. Daj reč ti. Kaj bi rekel? Svetovni dolg koliko znaša? Svetovni dolg znaša, koliko milijard znaša? Ajde. 100 milijard. 100 tisoč milijard. Zdaj je prišel podatek ven, preštet nekje $1 po letu. Pač to zamudo zmeriti. 100 tisoč milijard dolarjev znaša svetovni dolg. Skratka, to potrjuje to, kar ti govoriš. In kar pomeni, da smo mi res samo del, preko tle, sakanje. Ampak jaz pazim, ob tem se, veš, kaj jaz spomnim? Spomnim se na Hitlerja. Hitler je bil znan po tem, da je okupiral, da padal države.
In zdaj vsi mislijo, ne, kako je Amerika, kako je Nemčija, ne, pravzaprav na koncu crkala zaradi tega, ker niso imeli denarja, da bi pokrivali si te vojne, ne, pa da bi, razumeš, te okupacije plačevali, se to stane, ne? Ne, jok. Vse te države, ki so bile okupirane, so si same plačevali vojno. Same. A veš, ko so okupirali, Francija je plačevala sama okupacijo, Slovenija po moje plačevala sama okupacijo, Poljska je plačevala sama, skratka in tako naprej, kar nas pripelje do Iraka, ne, ki je sam plačeval okupacijo, ne, z nafte in tako naprej, do Afganistana, ne, ki plačuje samo okupacijo, do in tako naprej. Ne. Skratka, ta logika, pa logika dolgov, ne, pa si, veš, bi rekel, pa hitro dobiš sliko o tem, kaj se dogaja, ne, in zakaj pravzaprav ne, smo se zdaj še enkrat zadolžili, čeprav se nam verjetno ne bi bilo treba, zato ker naša rast ne, gre gor. Ampak tukaj v tej državi očitno nihče motiviran s tem, da se kaže neka rast. Zato ker to samo moti igro. Rast moti igro vsem. Ne opoziciji, ki bi jo to motila, ki bi bilo dobro za oblast. Tudi samo oblast, te, ki so stranke, ki so na oblasti, ki so koalicija. Rast jih moti, ker če pride rast, potem ne moreš odigrati vse te igre, ki imajo oni pripravljeno. Igra pa, kad vidiš, gre od tega, da bomo privatizirali to, ono in tako naprej, zakaj rabiš zmeri dober povod, ne? Ti rabiš ljudsko voljo, mislim, rabiš podporo ljudstva, ne? Podporo ljudstva mora biti zelo jezno, da reče, ja, privatizirajte vse, a veš, ne? In zdaj preko, če bo rast, ne, potem ni. In zdaj, ko gre rast gor, smo se mi zadolžili, čeprav se nam ne bilo treba. Davk, ne, ti si proti davkom, ne? Doktor Štiblar, ki je v ponedeljek moj gost, ne, prav, da hvala Bogu, ne, da pa je on je keynesijanc, ne, da ni bilo davki, tisti prodavki, ne, da ni davka bilo. Ne. Hvala Bogu, da ga ni, zato bi to gospodarstvo zdaj sam uničil in bi nas obrnil nazaj, ker je rast gor. In zdaj, pazi, trik je v tem. Makroekonomisti, nekateri so zaprti, moram reči, izmed teh, ki so mi posedovali podatke. Ampak so top slovenski makroekonomisti, no? Vsi gotovo veste, za koga gre. Za največjega makroekonomista slovenskega, ki je zdaj zaprt. Skratka, on trdi, on je poslal neke scheme zanj, bi rekel izračune, da ni bila samo tisti mesec rast, ampak da bi se dalo pokazati, da je bila rast gospodarska že tudi prejšnja 2 meseca, skratka 3 mesece zaporedoma. Ko zdaj bomo sicer videli pa naslednjem mesecu, pa naslednjem 3 mesece, ne, kaj bo, ne. Ampak tle očitno se nekaj dogaja, pa mislim, v nikogaršnjem interesu ni, ne, da bi mi sploh kakšno rast imeli. Ker preprosto tle obstaja neka igra, nek scenarij obstaja, ki ga je treba izpeljati, film je treba posneti do konca, kaj bomo zdaj tle. Govoriš ves čas o igri, dejansko, kar pa je, se mi zdi nevarno, da se vsa ta igra dogaja ljudem v imenu demokracije, torej v imenu neke poštenosti, volje ljudstva, v imenu prava, vladavine prava. Čeprav vemo, da pravne zakone vse sprejme en lobby in drugi lobby in tretji lobby in da sta se pravo in pravica, pravičnost dokončno povsem razšla. Čeprav je bila Solonov temeljni princip, ko je v stari Grčiji osnoval demokracijo, je bil dejansko vzpostaviti zakone, torej pravne zakone, da bo uzakonil pravičnost, torej razbremenil revne, odvzel bogatim in tako dalje. In vendarle se je zdaj zgodila ta popolna preobrazba demokracije. Ne? Igre demokracije, da jo igramo. Je, ker trg demokracije ne rabi. Ker je, veš, bi rekel, trg je pač, ta filozofija, ki je zdaj v igri, ta ekonomska filozofija, ki je zdaj v igri, je koncept svobode, ne, prelevila v koncept ekonomske svobode. Ne. Svoboda je ekonomska svoboda. Ne. Skratka, in pol, kaj iz tega sledi, vemo, ne, pač iz tega sledi potem, da pač ta, ki ima ekonomsko svobodo, pa tudi več, je upravičen do več svoboščin in tako naprej, tisti, ki pa ne, in tako naprej. Ne. In imaš, tudi v ustavnem sodišču se je zdaj rekel, recimo, to je vse zame tako zaskrbljujoče, da se je ustavno sodišče sklicevalo zdaj na Friedricha Hayeka, ne, pri argumentaciji, zakaj davka ne, mislim, je to, moram reči, da, mislim, tako bom rekel, no, mislim, a pa si strinjate tudi s tem, da je, bi rekel,
Mislim, Hayek je podprl Pinocheta takrat, Pinochetov režim, to je ta prava stvar, ne. Ta fašizem, to je ta prava stvar, ne. To je, tako je treba, ne. Mislim, kaj si, tudi to podpiramo, ali kaj, gospod ustavni sodnik, tudi to podpiramo, ali kaj. Podpirate, to modrost od tega učenjaka zelo podpiram, pišete noter. Super, kaj tudi to podpirate, ali kaj. Mislim, to je tako, kaj bi, a veš, ne, si Hitler, lejte, ti ste ga v holokaust, pa to ne, ampak je pa dober rekel. Nič ti dober rekel, razumeš? Nič ti dober rekel. O Hayeku pišeš v enem svojem, je zelo imenitno. No, ampak zdi se mi zelo pomembno to dejansko, da se vse dogaja zakrito, ne, v imenu te ravno ideologije prava, ne. Če gledaš ti, namreč si precej več kot jaz, ameriške filme dejansko prodajajo ves čas to, da na 3/4 filmov se dogaja na sodišču in vedno zmaguje pravo, ki je izenačeno s pravičnostjo. V resnici pa sta se pravo in pravičnost dokončno razšla s tem, ko smo seveda se odrekli nekim temeljnim etičnim vrednotam. Ko smo nekaj staro grščino, ne, pa latinčno govorite, takrat se je nehali. Se tudi, zato sta, takrat ste verjetno, ko sta zginili stara grščina, pa latinčno, takrat se je verjetno. Vprašala si, a dela se si znanost, ne, mislim, da znanost ni tu, če se vrnem 2 koraka in pol nazaj, ni treba obdoževati. Znanost nastaja se biblijski izvirni greh, iz želje po spoznanju, po spoznavanju, to naredi človeka za človeka. In ki je največkrat to spoznanje potem tudi neuporabno, neutralitarno, samo mali, ker si tudi strokovnjaki, samo vse civilizacije so imele določeno racionalno misel, Kitajska in druge velike civilizacije, ampak spojeno, povezano z moralnimi, religioznimi in drugimi nauki. Samo v mali Grčiji pa je ena manjša skupnost, se posvetila spoznanju, zaradi veselja do spoznanja. Ne da bi z tega zdaj zgradili hišo ali pa nekaj zaslužil. In družba je to podprla. Peljujejo ne samo nauke, kot poznajo druge civilizacije, duša je to in to, ta cvet pomeni to in to, ampak ti si kot Lilija, reče Sokrat in potem te drug vpraša, ja, kaj pa s tem misliš? Se začne pogovor, dialog, ne, dialektika. Kaj si s tem hotela povedati? Kaj si s tem hotela povedati? Se začne spoznavanje. In znanost. V jedru znanosti je to, ki je spremlja čudenje, ne, kot tudi čudenje nad svetom, da človek lahko sploh spoznava in te stvari velikokrat potem tudi držijo, da je naša pamet nekje sorodna trajnim resnicam, da je vsak od nas nek zaklad lahko. Potem pa, če narežem seveda, model rasti, uporabnosti, nenehne rasti, to tudi jaz mislim, da je en velik večjih vprašanj zahodnega sveta, sodobne družbe, sodobnega sveta nasploh. Zakaj nenehno hlastanje in finančno, ekonomsko, materialno napredovanje? Mislim, Lojs, ko si rekel, ljudje tudi strahu, tudi v naši družbi, jaz mislim, da ne samo strahu, da bom zgubil, da se zavarujem, ampak da je v 90-ih letih, v drugi polovici 90-ih, moj vtis je tak, čisto oseben, na cesti, na ulicah, pri avtomobilih, sem druga polovica 90-ih, sem videl tisti grozen doživeti input naprej, ampak ga je spremljal tudi velik pohlep. Naiva, tako otroški pri odraslih, odgovornih ljudeh, tako velik pohlep po nenehnem lakomnost, kot rečemo. Danes, področje krize, mislim, obdobje krize, ampak tako bi rekel, Marcel, kar si govoril, danes verjetno ni več toliko v ospredju ta ekonomski dejavnik v družbi, ampak bolj finančni. Finance so tiste, ki dirigirajo in upravljajo potem tudi naše življenje in naše želje in naše varnosti. Moje vprašanje je, jaz nisem ekonomist, tudi ne politik, nisem tako v stiku, spremljam naivno, kako večina ljudi se poročili, gledam tudi Studio City, kaj s tem, torej gledam tako, odzivljen ne poznam, ampak moje vprašanje je v tej naivnosti, je, ali je to na globalnem trgu, vendarle z nekim namenom vodeno, dirigirano, vsiljeno. Deutsche Bank pa je pač povedal, da je recimo najmočni igralec, ni pa verjetno tudi ne edini, ker so pač evro in evro je, pa ne vemo, če še bo.
Ali je to, drug vprašanje, naivno kot pravim, pravzaprav ni več enega kontrolorja, enega nadzornega štaba, enega politbiroja na svetovni ravni. In kaj če je? ja, Pa ne v tem smislu teorije zarote, v nekem drugem smislu. Glej, ti imaš, ko rečemo, Slovenija nekaj naredi, ne? Slovenija nekaj naredi. In potem zmeri vidiš iste tri face tam v Evropski uniji, ki rečejo, ne, še premalje, premalo se odpirate, premalo zategujete, premalo. In pogremo, pride Alenka nazaj, ne, Bratuškova, ne, v Slovenijo, ne, in potem spet gre pokazati, ne, spet imaš iste tri face. Ne, premalje, še bolj zategujte, še bolj tam bi treba še, pa tam pa še banko, pa uno, pa to. In skratka, ni konca, razumem, ni konca. Zmeri so pa isti trije. ja, ampak proti vprašanje nazaj. Kako bi se ti počutiš bolj mirnega, če predpostavimo, da je nek nadzorni odbor, ne? Ali če pa predpostavimo, da ga ni, da je samo igra, klepenje in je veliko prepuščeno naključju. Ne hočeš pol tukaj, Ja, kje si, recimo, stara debata med Erasmom in Lutherom, Je pa vse dovoljen. ali ima svet, oziroma ali ima človek, pa zdaj, da ima človeštvo, možnost svobodne izbire, ali ne? Ne, ti bi malo drugače odgovoril, ampak ti bom. Ne gre za to, da itak smo zdaj, bi rekel, v času krize, ne smo vsi malo postali ekonomisti, o ekonomiji vemo bistveno več, kot smo vedeli, to nedvomno, ne? Vsi po vrsti. Ampak zdaj, ne gre za ekonomijo, gre za ideologijo, ekonomsko ideologijo ekonomije, za neko ideologijo, ki me prodaja. In tle pa moja poanta zdaj. Mi smo vendarle prišli, ko govoriš ti o naši izkušnji, ne, tudi malo misliš na našo jugoslovansko socialistično izkušnjo, ne, no, evo. In zdaj, tle je pa problem. Mi smo prelezli ven iz tega socializma, iz Jugoslavije socializma. Zdaj, mi smo tam doktorirali, vsak izmed nas, doktorirali, izmojstrili smo se stalno so nekaj prodajali, ne? Stalno so neke ideologije prodajali, neke finte, neke mite, neke urbane legende, stalno so nekaj prodajali. In mi smo postali mojstri v branju teh tehnik in načinov prodajanja. Prečitali smo jih v trenutku. Skratka, mi smo bili predisponirani, da nam ne more ničesar prodati več. In zdaj, ne, v teh 20 letih, ne, ljudje so bili. se nam je zgodilo natanko to. Ja, seveda. Zdaj nam prodajajo nekaj drugega in mi se obnašamo v principu tako, kot smo se obnašali v socializmu. Ne. Danes smo mir. Ljudje so se mogoče že izvežbali, stabilizacija, gor in dol, neka planinca, 80-70 let, ampak če gledam danes, če se greva sprehoditi na soboto ali pa nedeljo skozi BTC in s fotoaparatom, bojo tako posklikala ljudi, od otrok do starejših, bova videla, da se ljudje še vedno, jih je strah, da bodo imeli premalo. Jih je strah, da bodo imeli premalo, da bo zmanjkalo pravnega praška in delijo zaloge. Ja, Seveda jih ne delajo, ampak jih obsoješ. Mislim, ne, se sprašujem, 130 avati za brezposlnih, uradno brezposlnih. Mislim, vse to je logično, vse ja. Ampak, še nekaj sem hotel, da prej, ko ste govorili o strahu, pa bom dolžil mikrofon. Ampak, Kaj ja, ampak potem, zakaj je treba vzdrževati to, ne? Če praviš, da je očitno mogoče nek namen, potem se mi zdi racionalno premišljati te ljudi. Danes je koliko, 7, ne vem, koliko milijard, je veliko ljudi na svetu. Te množice so malo bolj zapletene kot jugoslovanska družba. Jih je treba obvladovati. Najlažje jih obvladuješ tako, da jim pa ustvarjaš, dobesedno dirigiraš, ustvarjaš njihove želje, vzdržuješ njihov strah, da se bojijo, nezaposlenost je odlična varianta, tudi je še bil šef sveta, bi to zelo igralo to igro, in tako obvladuješ množice preko medija. Ja, pa si, zakaj pa misliš, da je skozi 10% brezposelnih vse poslov? Ja, pa si, to je uravnavanje, razumeš, ampak glej ti, ampak se sprašuje, mene je bolj strah. Ampak glej, ljudje, ki grejo danes, veš, govorimo tiste, obstaja revščina, obstaja pa grejo ljudje, ja ne, v shopping centrih je pa še zdaj poln. Ne, trik je drugje. Ljudje hodijo danes v shopping centre zato, ker je v shopping centru morje trgovin.
In zato hodijo od trgovine do trgovine in gledajo, kje bodo dobili nekaj za 2 centa cneje, da sestavljajo budžet. To počnejo. Ne vsi, ampak ogromno jih to počnejo. Ja, tako je, tudi srečni vrh, da je bil za 50 centov cenejša. Ne, tle je treba to prav razumeti, te obiskanost shopping centrov. Tle se strinjam. No, ampak marsičem zdaj ne prepoznamo te igre. Ti govoriš o zamrznjenosti razuma. Ja, ne, jaz mislim, da si govoril o kontrolorju, so ti, Slovenci smo vedno imeli in tudi Evropejci imamo te lokalne kontrolorje. Tukaj so načrti, seveda Evropska komisija ima skeme, kaj naredi, če je nekdo toliko zadolžen, pa toliko zadolžen, pa te lokalne skeme zagotavljajo neko iluzijo varnosti, ne? Ampak na nivoju, mislim pa, da je vse začelo predvsem pa zlati na nivoju teh velikih sistemov, ne? Siguren pa se ameriški sistem popolnoma drugače obnaša kot evropski sistem in oba sistema sta se strašno splašila v določenem trenutku kitajskega sistema in mislim, da še zdaj niti Američani nimajo predstave, kaj ta kitajski sistem pomeni. Zdaj, dolg časa tudi Evropejci nismo imeli za Rusijo, ampak zdaj nam bo ena hladna vojna najbrž v redu prišla, ker jaz mislim, da je ravno ta zlivanje sistemov povzročil te strahove, ne? Ker demokracijo lahko človek igra, dokler ima zaupanje, da smo vsi v tej dvorani tisti, ki igramo to demokracijo, ampak v nekem obdobju se pojavila močna ideja oziroma ideologija, da pač mi sicer igramo demokracijo, ampak tam preko nas so pa neki Kitajci, ki pa ne igrajo demokracije, ne? Kar pomeni, da tudi mi ne moramo igrati demokracijo, če nekdo drug ne igra demokracijo. Ja, ne samo to, ker demokracija je v bistvu demokracija je vedno odvisna od tretjine najmanj demokratičnih. Ker že na nivoju volitev ni odvisno od tistih, ki so najbolj demokratični, ampak od tistih, ki niso. Se pravi, ker če je tretjina takih, ki ima druge predstave, potem zmaga na volitvah. Če ima združevalno drugo predstavo. In torej, nič ne pomaga, če se jaz obnašam tako, da volim kot individualist, kar ne bi bila demokracija, se pravi, da volim z lastno pametjo, brez da bi mislil, joj, sej jaz bi sicer, moj interes je sicer, da je šola taka in taka, ampak ker če bom jaz volil po svoje, bo zmagal unik, ki bo drugačen. Se pravi, če nimamo v demokraciji ne smeš imeti teh računic, ne? V demokraciji moraš biti na nivoju volitev sam svoj. Ampak če imaš tretjino ljudi, ki niso taki, potem je demokracija odvisna od tega, kakšni so tisti. Se pravi, naloga družbe je narediti demokratičnih čim več ljudi, ker je od tistih, ki so to najmanj odvisen. Se pravi, četrtino še prenesemo takih, ki so izrazito demokratični, tretjino mislim, da nobena družba več ne prenese. In mislim, da delamo v demokraciji veliko napako z tem, ko mislimo, da je treba s svojo skupino zmagati. Ker v resnici je to nikakršna zmaga vedno, ne? Demokracija je ravno tisto, da druge ljudi uspe družba zanimirati tako, da pravzaprav 2/3 verjame v
v neko individualno odločenje in demokracijo. In če tega kot skupina, če smo to recimo imeli kot nekakšna zahodnjaška kultura, se mi zdi, da je bila bistvena motna tista ideologija, ki je naenkrat izpostavila, da so pa ta boj med civilizacijami, da pa so nekateri drugi, ki ne bodo razumeli, da jih je treba torej finančno na nek način premagati in finančno jih premagaš na ta način, da si sam postaneš enak kot Kitajec. Ampak Marcel, v svoji knjigi tudi izrazito opozarjaš na frigidnost sodobne družbe, na to dejansko, kam nas je pripeljal ta popolnoma nihilistični aspekt. Mislim, da vendarle moramo izpostaviti tudi vprašanje, ali ni, glede na to, da je umetnost tista, ki je nekako na ves čas bila tista kritični glas neke družbe, da se je na njeni osnovi tudi marsikaj spremenilo, ali ni morda vloga umetnosti drugačna in je umetnost danes pozabila na to svojo vlogo. To smo pregovorili tudi v primeru kulturnih lobijev, kjer mislim, da gre izrazito za premeščanje samega smotra njihovega delovanja. Ni več namen umetnost, ampak so nameni drugi, preživetveni in podobni. Samo škaj, jaz se sam za hip, se ne bom, bi tebe vprašal. Če se prej umetnost poznaš, kaj je. Jaz pa ti do umetnosti ni. Ta umetnost, mi živimo zdaj. Jaz mislim, da si zaslužimo svojo umetnost. Še toliko bolj, ker živimo zadnjih 6 let v posebni dobi zgodovine, v posebnem fragmentu zgodovine, ki bi si zaslužil svojo umetnost. Zdaj pa ti povej, kje ti vidiš to umetnost? No, ravno o tem sem te hotela vprašati. Današnja umetnost je umetnost 19. stoletja. Ali ni pozabila na to svojo kritično, na vkljub vsem kresnikom, na nek način revolucionarno, bi rekli, vlogo, ki bi jo morala na nek način. To je vse preteklo. To nima z našo dobo nič. Nič nima to z našo dobo. In dejansko... Mi si zaslužimo svojo umetnost in je nimamo. To je največji problem. In če pogledamo, ta umetnost še vedno odgovarja neki filozofiji nihilizma, destrukcije, dekonstrukcije, ta, kakršno imamo danes. Kar bi bila vse destruktivna, pa nihilistična, pa nino. Ali ni zdaj funkcija umetnosti, da bi dejansko pogledala, kam nas je tak odnos pripeljal in se na nek način svojo preobrazbo znova začela spraševati kako drugače? Veš kaj, jaz mislim, da umetnost obstaja in tudi še nastaja, literarna, likovna, glasbena. Ne, to ni moja poanta. Moja poanta je, da nimamo svoje umetnosti. Umetnosti te dobe. Umetnost, ki bi reflektirala to dobo, v kateri smo. In zdaj v zadnjih 6 letih še posebej smo v popolnoma neki drugi dobi. In ta doba je naša doba. To je doba, v kateri mi živimo. Ja, veš, oprosti, mislim, to, da nam prodajajo romani iz 19. stoletja kot rekel, razumeš, kot vrhunec literarne umetnosti tle v Sloveniji, too much. No? Ja, veš kako, tako bi rekel, dva polovična odgovora. Po eni strani umetnost ne bi bila, sveda je zrcalo časa, je čutno cevene ideje, je resnica časa zajeta v svoji obliki, besedi, podobi in tako naprej. Po drugi strani pa tudi nadčasna. Zdaj ne vem, zakaj samo zdajšnja. Tudi Iliada, Odiseja so, kaj bi rekel... Ja, so bile umetnosti tistega časa. Prešeren je odličen, ne? Prav odberen, prav dober je, koliko od inteligentnega humorja. Sprav, umetnost je tudi, nastane kot otrok svojega časa, pa se tudi dvigne nad čas. Drugi del odgovor bi pa ta vprašanje, pa je, če mi danes še doživljamo resnico sveta in resnico sebe, če smo tega še zmožni doživljati resnico svojih čustev, sveta, skozi preko umetnosti. To pa mislim, da žal vedno manj. Jaz sam sem se in se spomnim, starejši ljudje okrog sebe so doživljali
resnico sebe in sveta skozi religiozno iniciacijo in skozi umetnosti. Umetnost je danes YouTube, to moraš vedeti. Umetnost naše dobe je danes YouTube. Zdaj pa povej, kateri je najbolj ti všeč. Ti so od YouTube posnetkov. Mislim, a ga imaš svojega klasika? Katerega največkrat gledaš, no? Unga s puškom, ki pade dojenček iz zipke ven, pa dela poleje. Dal unka, unka ima perje gor. Gleda tako malo mitološko, da je stara primorska. Ampak zakaj jaz vas pravzaprav to vprašala? Tudi vi ste mojstri besede, tudi vi pišete, tudi vi ste napisali te 3 knjige. Zakaj potem te besede? Zakaj potem Marcel vse to, če ni? Da ne pozabim. Če ni umetnosti našega časa. Da ne pozabim. Pri meni je to stvar, jaz nočem pozabiti. Vse pozabljam že. Tako da boš, da pišem, če pišem, pa se ne pozabim. In to je moj edini argument, zakaj pišem. To je edini argument, zato da pozabim. Ljudje pišejo, včasih pisali dnevnike, tega več ni. Zdaj dobro, pustimo zdaj blogerje, ampak to je čisto nekaj drugega. Ti, če se hitak ne zna pisati samo, to so hotel prej pozabimo reči. Te, ki zdaj iščejo malezijsko letalo, te anonimni, vse veš, glas nismo, oni točno vejo, kje je, točno vejo, kje je, ampak ne znajo niti stavka napisati. Niti stavka ne znajo napisati, veš, kako Twitter zgleda. No, to jaz pomislim, da seveda te kuške so umetnost današnjega časa. Ja. Se absolutno strinjam, ker umetnost je pač tisto, kar odseva ljudi, da ostanejo nekako povezani. To je eno od tistih konzumatornih funkcij umetnosti, se pravi tisto, zaradi česar se je naredila in zaradi česar ljudje preživimo, brez tega ne bi preživeli. In se govorim, da so tisti kuški, pa vse, kar je na YouTubeu, je tisti nivo konzumatorni umetnosti, kot so tudi v končni fazi filmi, še vedno so filmi med osrednja umetnost, čeprav z YouTubeom manj, ampak računalniške igrice so izrazito. Jaz vem, da jaz sem prvič, ko hodim po laboratorijih, recimo v Ameriki, prvič sem pred 5 leti začutil, da sem čisto odpisan, ker so se ljudje tam, ko se gre na kaj pojesti, se pravzaprav dobijo skupaj in se začnejo pogovarjati o računalniških igricah. In to so blazno resne zadeve, vse tiste vojne, vse tiste akcije, ki se jih grejo, to je v bistvu bolj uživeto kot katerikoli film, v katerem ja, in delajo analize in se uživajo v tiste like in igrajo vloge in to je absolutno umetnost. Se pravi, je nekaj, kar odseva ljudi in se o tem znajo pogovarjati, komunicirati in sigurno so te igrice večja umetnost kot pa romani. Jasno, a se spomniš ti Natalije? Ne, točem v tem konzumatornem smislu. Jasno, da je, ampak to, kar je pa Marcel govoril, so pa tisti, jaz sem te razumel, presežki, kar bo nekoč odsevali naš čas. Ker umetnost našega časa ne moramo definirati. Mi lahko definiramo, kaj je bila umetnost 19. stoletja. In točno vemo, kaj je bila tista umetnost, zato ker se je to izkazalo, da nek roman korespondira z časom v tistem času. In govoriti o današnji umetnosti, kaj je, ne moramo. Ne, seveda, jaz ne govorim o odsotnosti tega. Jaz ti ne govorim o prezenci tega, ne govorim ti o prisotnosti, jaz ti govorim o odsotnosti. Ja, ni bila tudi v 19. stoletju odsotna tista umetnost, ki danes poznamo kot umetnost 19. stoletja? Ne. Ti tle zdaj vidiš spremembe globalne hude. Ne vidiš pa umetnosti, ki bi temu sledila. Preprosto je ni. Mislim, toliko pametni pa smo in tudi, kot je rekel, tudi pametnejši smo od njih, ki so pred stoletji živeli. No? Absolutno smo pametnejši. Mislim, bistveno več vemo. To me noben pripričal, da ne. Mislim, prosti bi se, bi rekel, Blagor Shakespeare, ne, ki je živ v času, ki bi rekel, so bili 3 pismeni. Bil tam prvak med 3, ki so zdaj pisati. Ne. Mislim, od Cankarjev je bilo že teži. Ne. Je mogel biti 5krat boljši od Shakespearea, da je bil to bolj kot Shakespeare. Mi, ne, imamo še hujši problem, ne? Ampak to nas ne bi smeli ustaviti. Po moje bi rekel, 3/4 nas piše, tako kot jaz pravim, zato da ne pozabimo, samo še zato.
Jaz mislim, da Marcel, umetnost naloga nisa, da ne pozabiš, ja, česa, bistva, ne dogodka. Zato je mimezista prava, da človeka spomni. To je naloga umetnosti, jaz pa to verjamem. Nekdo, ki se srečuje z umetnostjo, bere romane, epe, gleda Michelangelove skulpture, Williama Turnerja slike, Prešerna in druge, postaja boljši človek. Jaz mislim, da je. Hitler je bil slikar. Hitler je bil posebna figura, da mora bil slikar. Samo to še ne pomeni, da njegova slika mogoče nikoga pozitivno spremenila. To ima sam umetniški objekt, nima zveze z avtorjem. Postaja boljši človek, ima neko moralno, etično, moralno vlogo, razsežnost, hkrati pa je tudi, dobro, sem pač učitelj, tudi ima tudi neko spoznavno vlogo umetnosti. Umetnost pomaga spoznavati, se vživeti v drugega. Zakaj Martha Nussbaum, ta ameriška sociologinja, zakaj demokracija potrebuje humanistične vede? To je prišla njena knjigica nekaj leti. Why democracy needs humanities? Zakaj demokracija potrebuje humanistične vede? Zato, ker nas humanistične vede od antike naprej do včeraj učijo spoznavati drugega, bolečino drugega, strah drugega, omejenost drugega, moč drugega in v razmeri do njega sebe in svet. No, predvsem to, recimo, o tem smo pa razpravljali, ko smo govorili o otrocih, ne? Ker imajo danes pač prevladuje ta instruktivni del vzgoje otrok, torej povej obrazec, na katerega se mora obnašati, ne pa ta doživljajski del, torej doživi nekaj, da spostaviš odnos do sebe, do svojega telesa v končni fazi, do svojih hormonov, to je to in to ti potem da tisto doživljajsko energijo, da si sposoben stvari delati. In danes je pač epidemija pravzaprav ljudi, ki so pretirano racionalni, se pravi, ki so instruktivni samo in potem izgubijo volo, zato ker nimajo te doživljajske baze, da bi imeli neko, ker pač življenje je brez te baze doživljajske, ki izvira iz organizma, ki je pač odprt, ki se poznanje odprt za občutje drugih ljudi. Brez tega postane življenje precej dolgočasno pa prazno, ker se tam po 31. letu začne neverjetno ponavljati, ne? Dan za dnem. In ni več adrenalina, ni več novih zgodb. In potem, če nekdo če je bil vzgojen izključno instruktivno, se pravi, brez da bi imel dostop do lastnih strasti, ki so pa nujno povezane s tem, da čutiš drugega, potem pač postane prezvolen in teh primerov imamo ambulantah ogromno in potem se gre na antidepresive. Ja, pa glej, problem je tudi ta, šolskega sistema. Kaj šolski sistem počne? Otroke, zdaj, če imate otroke, bi rekel, jaz jih imam, tako da vem, kako bi rekel to zgleda. Skratka, vse temelji na tem, da jih učijo, da obstaja vedno samo en pravilni odgovor. Skratka, zdaj, kaj nas pripelje pa do naju, pa do tebe, pa do nas, odraslih, kaj nas učijo, kaj pa nas učijo odrasle, da ni alternative. Pa se to je ista stvar. Nam zdaj utepavajo v glavo že 6 let, ni alternative. Lejte, ni alternative. Lejte, ali bo tako ali pa gremo v propad. Zdaj kaj, jasno, da imamo še propad, bo rajš vzeti ne alternative. Skratka, Tina, je ta there is no alternative, je fraza postala, to je tako kaj včasih, ne vem kaj. There is no alternative, in to ni alternative. Otroke učijo, da se obstaja sami pravilni odgovor. Kaj smo mi? Mi smo ti otroci, ki jih učijo, da ni alternative, da obstaja sami pravilni odgovor. Mi smo ti otroci. Pri otrokih je še hujš, njih učijo, da obstaja, da se je nujno zapomniti 100 pravilnih odgovorov na dan, kar pomeni, da nimaš časa za nič drugega, kar bi bilo tvoje. In naslednji dan spet se je nujno zapomniti 100 edino pravilnih odgovorov.
Ja, ne, in pa imaš ta, bi rekel, veš, ko te stalno govorimo o tej generacijski solidarnosti, ko predvsem naša družba temelji na tem, ne, ampak kaj pa mi počnemo odrasti? No, na naslednje generacije prenašamo samo svoj strah. Skozi. Samo prenašamo svoj strah. Ne. To je ta transgeneracijsko prenašanje strahu. To je to. To počnemo. Prenašamo strah, učimo jih, kako se prilagajati, kako služiti, ne, kako, da obstaja samo en pravilni odgovor, kako ni alternative, kako je treba, a me razumeš, ne? To jih učimo. To se prenaša zdaj iz generacijo v generacijo. Ne vem, kaj se včasih prenaša, ampak zdaj se prenaša strah. Ne? In se prenaša strah na vseh nivojih v Sloveniji. Ne samo znotraj družine, znotraj šole, znotraj družbe, skratka, kjerkoli gledaš, se prenaša strah. Ne? In so vsi mehanizmi družbe so postali motori za prenašanje strahu. Zdaj, a res čemo to? Ne, Alojz v svoji knjigi jasno zapiše: okrepiti človeka, ga osamosvojiti in ga osredotočiti na svojo moč. Ti v svoji knjigi, če da bom povedala še tudi nekako, kako so sprejemali tvojo knjigo v teh 6 mesecih, bi najbrž, če se facebookovsko izrazim, dobil največ lajkičev, morda tudi zato, ker v svoji knjigi Kje pa si to videl? Ker v svoji knjigi kažeš na najbolj paradoksalni način, kakor je tudi naslov tvoje knjige, torej ne ponujaš enega odgovora, ampak nas nagovarjaš k razmišljanju v tako protislovjih, nasproti, pa tudi na ta način nas učiš. Pa jaz sem turistični vodič, kaj bi že vodič po podzemlju? Pa jaz sem vodič po podzemlju. In dejansko Igor, ki nas uči nekaj, kar je pa mene spremenilo z njegovo knjigo, dejansko tega, da se moramo otresti tega diktature časa in začeti razmišljati tudi o nadčasnosti. Torej, predvsem o prostoru, skozi katerega hodimo, in dejansko mora ta dobiti nekako prevlado med tem, da smo ujetniki skozi neke zgodovinskosti, časa in vsega. In na tak način priti nazaj k bistvu človeka. To je njegovo iskanje, to je njegovo preopraševanje na tak način, da ne opaža stvari okrog sebe, ampak opaža okrog sebe ljudi. Torej, jaz opazi tega ti, da bo lahko prebival v svoji bližini. In na ta način se mi zdi, da vse vaše knjige učijo in govorijo o tem, da dejansko svoboda jaza ni si privoščiti vse užitke za vsako ceno. Ampak to, kar so na nek način, pa nisem tak fan starih Grkov, kot si mi pripisal, da sem imeli vse prav, pa vendarle so recimo oni razumeli največjo svobodo človeka, posameznika v tem, da zna svoj jaz zamejiti, tako da bo v njem znal prebivati tudi drugi. Če gledamo misli 7 modrih, nas učijo točno tega, kako znati zamejiti svoj lastni jaz. Sem prej govoril, se mi zdi, da so se te meje normalnega, da še nikoli niso bile tako ozko zastavljene, kot je zdaj. In z vsako generacijo otrok so meje normalnosti čedalje bolj usmerjene, čedalje ožje, čedalje več ljudi je pravzaprav zunaj teh mej, oziroma je stalno v krču in strahu, da so tik na tem, da izpadejo iz meje normalnosti. Ne? Se pravi, to se mi zdi, da je... Da postanejo brezposelni, reč. Ja, ampak to je pa naslednja teza. Ravno to, da je pa mogoče brezposelnost, če bi jo pregnali do tega absurda, kot bomo dolgove pregnali, da pa je mogoče to tisto seme, ko preskoči, da postane normalnost spet tista, kot je bila nekoč. Se pravi, če iz brezposelnosti postane toliko množična, da neha biti stigma, je to sicer verjetno neke vrste revolucija, ne? Brez tega je nemogoče. Ampak vendar je v tem neka sol. Brezposelnost se zdaj pojavka, mislim, da je pa tisti, ki ga ne razumemo še dosti. Brezposelnost je nekaj, kar se zdaj sam bojimo,
Ja, pa se upravičeno bojimo, zato ker Se upravičeno bojimo, pred 20 leti. Sam hkrati ne razumemo. Pred 20 leti je bilo v Sloveniji biti dosti enostavno brezposeln, ker je socialna država izredno mehka. Si padel med brezposelne in nisi tega čutil tako, kot čutiš danes. Danes pa ne samo, da to čutiš, ne moreš več nazaj. V tem je največji trik. Danes ne moreš več nazaj. Danes ta, ki pade ven, tvega ne revščino, tvega, da ne bo nikoli več nazaj prišel. In kljub vsem pridigamo o tem, kako bodimo podjetni, ne da se ti delati in tako naprej. Ta logika, da so ljudje sami krivi za to, da so revni, to je, mislim, to je srhljiva logika. In ta logika se tle pri nas, bi rekel, smeri bolj širi, ta filozofija, da so revni sami krivi, ker so revni. To pride spet od Hayeka, spet pride od Hayeka. Tako da bomo malo to ustavo dobili. Ja, prosto. Ja, to je enaka stigma kot... Čeprav piše, da je Slovenija socialna država v ustavi, čeprav piše, da je socialna država, bomo dobili noter mi za čisti neki drugega. Enaka stigma kot bolezen v tej Foucaultovi v rojstvu klinike. In to je srhljivo. Ja, zato, ker, veš, bi rekel, to v takih situacijah, kot je zdaj, in vsem tem populizmu, ki je v zraku, take filozofije je najbolj užgero. In ravno ta filozofija, da so oni predelati kaj, veš, mislim, čekaj, pa se bi delali, kaj, to pa ne bi delal. Ja, in to se razširja recimo še v to sintagmo, ki je pri nas zelo pogosta. Slabi delavci. Ja. Tovarna propada in se reče, dajmo ločiti dobre delavce od slabih. Po resnici ni slabi delavci, v resnici so samo slabi menedžeri. Slabi menedžeri. Delovna mesta, ki pač niso, ki pač ne prenašajo dobička, pa tista, ki jih prenašajo. In da se to izenačuje zdaj delovno mesto, ki ne prenašajo dobička z slabim delavcem in slabega delavca v končni fazi lahko zabrišeš, kamor hočeš, je spet stigmatizacija. Se pravi, to gre nekaj, kar nima veze s tistim človekom, ampak mu da stigmo, kot mu je dejalo včasih bolezen, oziroma mu daje danes brezposelnost, je že zaposleni stigmatiziran, če njegovo delovno mesto ne prenaša rezultate. Se nobeno vpraša, zakaj. V fuzbolu je to blazno lepo urejeno. Če ekipi ne gre, zamenja trenerja. Ne odpusti pa ekipe. Razumeš, zamenja trenerja. Pri nas pa delajo ves čas v podjetjih to. A veš, bi rekel, menedžerju ne gre, ker ne zna, ni vedno nujno, da je tisti človek, ki je tam nekje menedžera, da je ta prav. Ampak ne, on ostane in potem bo on zdaj uredil situacijo tako, da bo stroški znižal, 200 bo odpustil, pa bo, bi rekel, bilanca naslednjih letih taka, kot je bila letos. In to počnejo že ves čas. In, a veš, mislim, to je slepa ulica, to je potuha, to je vse narobe. Ampak problem je v tem, da pa ta filozofija pa prime. Je prijela in se je učvrstila in se je utirla in zdaj tle živi, bi rekel, kot da je doma. Malo morda, še kdo, izvolite. In zakaj mi kot Slovenija ponavljamo napake drugih in se pokakamo pred vsemi? Pa sem prej rekel, da ravno to je to, kar je najhujš zame. Mi smo bili največji eksperti za kako bi rekel, teh drekačev, za branje teh, ki nam skušajo nekaj prodati. Prečitali smo jih tako, ampak smo kljub temu zdaj, bi rekel, kupimo vse. Kaj je narobe z nami, da ostajamo tam, kjer smo? Kaj bi mogli? Recimo, takrat, ko so imeli delavci že težave, Vegradovi, nekaj let nazaj. Zakaj od takrat naprej, recimo, pol Ljubljane ni šlo stav pred parlament, brez metanja kock? Ker so nimalo toliko zavesti. Ker so vse to, družbo so blazno lepo stratificirali, oziroma segregirali. Danes, ko bi rekel, umira vsak sam. Razumete, vsaka družbena skupina umira sama. Skratka, atomizirane so, vsaka zase. In potem imate to, uni štrajkajo zase, uni štrajkajo zase, uni štrajkajo zase, uni štrajkajo. Noben ide zraven, nihče drugih ne podpre. Namesto, da bi vsi za vse. Tega ni bilo, Si tudi pri tem, pri tej ustaji, Lejte, tako mi rekel, takrat so imeli, bi rekel, sindikati šanso, da stopijo zraven, pa jih ni bilo, So imeli šanso, da bi stopili zraven, pa jih ni bilo,
Pa bi se verjetno, takrat ne bi sam Janša šel, bi šel še kdo drug. Ne. Tako pa bi rekel, se je zgodilo to, kar se je zgodilo in zdaj smo tle. Takrat niso stopili zraven. To, kar je bilo takrat na cestah, so bili v glavnem študentarija in kulturni delavci in še nekateri. Ene par nas? Ja, pa ene par vas. To je to. Torej, če bo zdaj še kak protest, a ne gremo zraven ali ne? Jaz hodim na protest zato, ker se dela ljudem krivica. Ne zaradi mene, ampak ker se dela ljudem krivica. Zato grem jaz na protest. Pa smo pa zmerjeni kot neki zombiji. Kdo je tu zombi? Vsi smo zombiji pa. Z SDS na čelu. Ja, zombi je bitje brez volje svoje, ne? Zdaj, pol so imeli prav, ne? Se ste sami ugotovili, da nimamo nobene volje. Kaj naredimo na naslednjih volitvah? Kaj ne naredimo? Jaz takih... 100% bi jih mogli prijeti volje zdaj. Kako? Glede na to, kaj se dogaja v Sloveniji, bi pričakovali naslednjih volitev, da bojo prišli vsi volje, 100% udeležba. Ja, jaz upam, da bi ne,